Že je tukaj Valentin. Tokrat bom govoril o konvertibilnosti virtualnih valut, zlasti o valuti Sport, ki jo jaz osebno promoviram. Sem vodilni promotor Sport, virtualne ali digitalne ali elektronske valute v Sloveniji. Trenutno smo sredi januarja 2017 in nekateri so že malce nestrpni, kajti bili so obeti, da bo Sport postal konvertibilen že do konca leta 2016. Seveda, jaz nisem imel pooblastil, da bi dajal kakršnihkoli datumov, ampak zato, da bi nekako ljudi pomiril, sem namignil, da se to zna utegniti po vsej verjetnosti že do 1. januarja 2017. In ne gre samo za valuto Sport, predvsej drugih virtualnih valut je, ki čakajo na trenutek, ko bodo konvertibilne postale. Kaj je tisto, kar preprečuje, da bi recimo Sport postal konvertibilen? Pomembno se je zavedati, da Sport ni samo nek denar namenjen za to, da ga ljudje hitro uporabijo za sebične interese, da hitro vložijo v nakup Sport valute in da potem čimprej ga sebično za sebe porabijo. V zadnjih desetletjih poteka načrt odprave ekonomskega suženjstva, vojen in pomanjkanja na tem svetu iz strani različnih voditeljev držav in starešin. In precej že bilo teh poskusov, da bi se to zgodilo. Že leta 2012 je bil načrt, da bi se aktiviral, lansiral nov globalni bančni sistem, ampak je potem zlobna elita bančne mafije, kazarijskih nasilnih častilcev kulta smrti so to preprečili, da bi se zgodilo. In potem se je začela izvajati druga strategija, da bi se prevesilo razmerje moči. In sedaj končno z ameriškimi volitvami in z izvolitvijo Donalda Trumpa kot novega ameriškega predsednika postaja tisti trenutek primeren, ko se bodo lahko že pripravljena ogromna sredstva počasi začela sproščati v globalno ekonomijo. Zakaj je izvolitev Donalda Trumpa pomembna tudi za nas Slovence, glede na to, da gre za predsednika druge države? Iz tega razloga, ker v Ameriki je lokacija Feda, to je Federal Reserve Bank, centralna banka, ki ni samo centralna banka Amerike, ampak je v bistvu svetovna centralna banka, kajti ameriški dolar igra še vedno pomembno vlogo globalne rezervne valute. Donald Trump je torej tisti predsednik, ki ni več pod vplivom zlobnih škodoželjnih bančnikov, ni se jim pustil
podkupiti. In sedaj lahko samo upamo, da bo uspel čim dalj časa preživeti, da ne bodo nad njega izvršili kakšen atentat. Ne glede na to, kaj se bo za Trumpom zgodilo, pa je sedaj ta načrt odprave globalnega ekonomskega suženjstva podprt tudi iz strani pripadnikov ameriške vojske, skrivne službe in tudi centralne banke do te mere, da bo to vsekakor speljano slej kot prej. Zato tiste osebe, ki so trenutno nestrpne glede datuma, kdaj bo postal sport in druge virtualne valute konvertibilne, prosim za potrpežljivost in zavedanje, da se pripravlja odrešitev za vse ljudi na tem svetu. Trajnostna, dolgoročna odrešitev. Dokončna odprava pomanjkanja na vseh možnih področjih in zagotovitve izobilja na vseh možnih področjih. V letu 2017 se bo to vsekakor začelo intenzivno dogajati. Točno, kdaj bomo lahko tudi Slovenci to začutili, je težko napovedati. Bo pa vsekakor leto 2017 velika prelomnica. Toliko glede tega. Skratka, namesto čakanja, kdaj bi lahko vaš spor denar čim prej zapravili, predlagam, da postanete sestavni del rešitve, da čim več ljudi povabite, da tudi odprejo svoje sport bančne račune in da bomo lahko potem čim hitreje lahko ta nova denarna sredstva tudi preko sport valute začeli razširjati tudi v Sloveniji. Hvala za posluh in nasvidenje.